Dobrodošli na naslednji okrogli mizi, poimenovani Kako prevajati konkretno, ker smo se nekako izhajali iz neke predpostavke, da se veliko govori običajno o tem, na kakšen način filozofirati, kaj izhaja iz filozofiranja in tako naprej. Zelo redko pa pride do teh okroglih miz, kjer se pa pravzaprav govori o tem, kako prevajati filozofijo. In tukaj zdaj, če smo ob neki izredni priložnosti, 250 let od rojstva Hegla, lahko govorimo tudi o tistem najtežjem delu, kako prevajati Heglovo filozofijo. Zdaj z nami so prisotni ti redki prevajatelji, ki so se lotili recimo Hegla, ki je, bi rekel, pa ne samo jaz, bi rekel, da večina meni, da je najtežji filozof. In kako se lotiti tega najtežjega dela prevajanja Hegla, ki je pravzaprav že sam za svojim jezikom poskrbel za marsikatero, še vedno ni v redu. Dobro. Odlično. Se zdaj sliši? Vse v redu? V redu. Zdaj, kot sem rekel, se bomo osredotočili na prevajanje oziroma na zadrege in probleme in marsikatere še druge zadeve, kar se tičejo prevajanja Hegla, pa tudi širše prevajanje filozofije, ampak zdaj, ker smo ravno v letu 250-letnici od rojstva Hegla, se bomo soočili neposredno z prevajanjem Heglovih del in tako kot sem rekel, imamo z nami te redke izbrance, ki so se lotili prevajanja Heglovih del. V prvi vrsti je z nami zaslužni profesor Božidar Debenjak, ki je prevedel, bi temu lahko rekli, glavno delo Heglovo, Fenomenologijo duha, poleg tega pa tudi druge izredno pomembna dela, Karl Marxa, Friedricha Engelsa, Marcuseja, Lenina in tako naprej. Z nami je tudi profesor Zdravko Kobe, ki je redni profesor trenutno na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se med drugim z transcendentalnim idealizmom, spekulativnim idealizmom, filozofijo razsvetljenstva, politično filozofijo. Zdaj, danes pa je kot predstavnik oziroma človek, ki je imel priložnosti prevesti največ Heglovih del in tista dela, ki se trenutno mogoče tudi največ berejo. To je Oris filozofije pravice, Znanost logike, vsi trije deli. Poleg tega je pa tudi prevedel Kantovo kritiko čistega uma, Kantovo kritiko praktičnega uma, praktične spise. Ne? Zmota? Tukaj prevajalec. Vzamem nazaj tisto. Samo za danes. Sliši se bolj veličanstveno, če je vse to v ozadju. Ampak dobro. In z nami je tudi mlajša generacija, Marko Bratina, prevajalec in filozof tudi, ki je prevedel Friedricha Jakobija, Josepa Fogla in tako naprej. Zdaj trenutno pa sodeluje v skupini, ki prevaja skupaj z profesorjem Kobetom in Urbanom Šifom in menoj Heglovo enciklopedijo filozofskih znanosti, prvi del. Skratka, zdaj, če samo povzamemo, imamo z nami so 3 generacije, bi lahko rekli, prevajalcev Heglovih del, ampak tudi 3 generacije bralcev Heglovih del. Pa poleg tega, da ne bomo samo tukaj ostali, imamo tudi 3 generacije, kjer so njihove prevajalske odločitve vplivale ne le na sodoben sprejem klasične filozofije, temveč vzpostavile tudi neke specifične pogoje možnosti filozofiranja znotraj Heglove filozofije ali tudi širše. Tako da zdaj vemo, kje recimo smo postavljeni. Zdaj pa mogoče bi takoj dal besedo profesorju Debenjaku in ga to je to najbolj elementarno vprašanje, ki ga mogoče ve samo on, kako pravzaprav se je začelo v slovenskem prostoru z prevajanjem Hegla, ker ne nazadnje ste vi tisti, ki ste začeli z sistematičnim prevajanjem njegovih del. Ja,
Kar zadeva moje prevajanje Hegla, se je začelo iz študijskih potreb. Točno v letih, ko je bilo študentsko gibanje, sem jaz začel dele fenomenologije duha prevajati za predavanja. In potem so vmes nastajale mnoge pavze in tako naprej, na koncu do knjige. Problem pa je bil ta, ki ga je morala, kako bi rekel, moja generacija profesorjev odpreti, problem slovenske terminologije filozofske. Slovenska filozofska terminologija je bila precej nerazvita. Druga stvar je bila ta, da je obstajalo recimo še iz predvojne podedovano, kako bi rekel, zaničevanje filozofije. Na Slovenskem je bilo veliko zaničevanje filozofije. Javno so se ljudje, vidni intelektualci, norčevali iz filozofskih izrazov, kot je najstvo in kajstvo. To se da videti vse iz teh povojnih zadev. Torej, skratka, delo ni bilo majhno, ko je bilo treba se cele stvari lotiti. Gotovo ni vsaka stvar, do katere smo prišli, posrečena, ampak hkrati s tem bilo treba analizirati, kaj nam sploh slovenščina kot jezik daje. Slovenščina ima nekaj za filozofijo nezazdravljenih ran, ki so rezultat tega, da se je ta standardni jezik oblikoval v pozitivističnem obdobju 19. stoletja. To je recimo ena od takih besed, ki je velika rana filozofije, je strast. Strast sta uvedla Vodnik in Gutzman. V istem času seveda je potekala debata in ponujen je bil boljši izraz, ki pa se seveda ni prijel, trpečnost, ker pasio, Leidenschaft ima v sebi trpljenje. No, in grška pathema seveda tudi. V filozofiji seveda je stvar takšna, skratka, filozofski termini so kalki. Vedno se prevaja pod celotnem smislu iz enega jezika v drugega, na ta način se prevzema. V času, ko so bili kalki razglašeni za nekaj slabega, seveda so tudi filozofski kalki lahko motili. Druga taka velika rana je beseda pojem, ki je vzeta iz češčine. V češčini seveda normalno funkcionira, ker oni še vedno lahko čutijo, da je noter jemanje. Ampak silepsis, konceptus, begrif je bil preveden pravilno samo s slovenskim zapopadkom. Ko pa je bil zapopadek obravnavan kot grd germanizem, takrat so pa potem si sposodili besedo, ki nam do današnjih dni dela težave, pojem. Nimamo jo kam dati, nima te asociativne zveze, iz katere je beseda nastala. V slovenščini ne, v češčini ja. Tako da to so problemi, temu se je bilo treba izogibati. Če smo se temu izogibali posrečeno vsako, če sem se jaz recimo posrečeno ali manj posrečeno, to je zdaj vprašanje presoje. Ampak trud je bil pa usmerjen v to, da se vendarle pride do filozofskega jezika, ki bo sposoben povedati tisto, kar nam Hegel pripoveduje. To je ena od stvari, ki je. Druga stvar je ta, če govorimo o Heglovih tekstih, skratka, tisto, kar je današnjim rodovom prepuščeno še naprej, je to, da se v Nemčiji Heglove tekste in Heglove zadeve obilno raziskuje, da se tam izdajajo stvari, da se razkrivajo tudi še novi viri in tako naprej in tako dalje.
to je še zlasti za tisti del, ki ga Hegel ni v obliki knjig izdal, velik problem. Tu bo še marsikaj treba napraviti. Stvari so tu še v mnogočem odprte. Ampak problem je v tem, da tisto, kar je pa bistveno, je to, treba je dati možnost Heglu, da Hegel spregovori v slovenščini. Bi lahko samo eno podvprašanje. Prosim. Rekli ste, da ste v 60-ih letih začeli z prvimi prevodi fenomenologije duha. Zdaj me pa zanima, mogoče ni vsem znano, ampak zakaj je pravzaprav bila prva izbira Heglovih del, zakaj je bila fenomenologija duha tista, za katero ste se odločili? Lahko bi bila recimo za časa teh študentskih gibanj in tako naprej, bi lahko v zdajšnjem času bi rekel, mogoče bolj primeren oris filozofije pravice ali prava. Veste, kako je, vmes je nastopila doba, ko smo od pisalnih strojev prišli na računalnike. Zato je bilo treba seveda tisto, kar je bilo prej napisano na pisalni stroj, prenesti v računalnik in takrat, ko se je to zgodilo, se je tudi marsikaj dalo pregledati, spremeniti in popraviti. Ne? To je ena od okoliščin, ki je tudi treba vedeti. Računalnik v 60-ih letih, tam v sredi 60-ih in poznih 60-ih letih ni bil zadeva, ki je v splošni rabi. Medtem ko danes si pa brez računalnika tega ne znamo predstavljati, ne? Skratka, enega pisanja. Ne? In tu vedno je tu neko razmišljanje, vedno je tu neko iskanje, iščeš rešitev, ki bo čim boljša, ne? In to je to. Ne? Dobro. Bi lahko zdaj vas vprašal, profesor Kobe, recimo vi ste naslednja ta generacija, ki se je lotila prevajanja Heglove filozofije, Heglovih del in kljub vsemu je pred vami ni še obstajala nek korpus prevodov. Tako da me nekako zanima, ker je vaša knjiga bila prvi prevod Heglovega dela, na kaj ste se pravzaprav, pa prevedli ste logiko, ki je pravzaprav tudi najbolj sistematično delo Heglove, kako ste se pravzaprav lotili tega? Ali ste se oprli na profesorja Debenjaka pri njegovih izpeljavah, ali ste imeli kakšne svojske izpeljave in tudi probleme, če ste se recimo soočili s kakšnimi težavami, ki se bolj tičejo logike kot fenomenologije? Je zdaj tako, prva knjiga Znanosti logike, mislim, da je šla leta 1991. To v resnici ni bilo prvo prevedeno Heglovo delo, je bilo pa, kolikor vem, prvo delo, ki je bilo prevedeno, recimo temu v integralni obliki. Če se ne motim, je predtem Primož Simoniti prevedel odlomke iz predavanj iz filozofije zgodovine, Jože Krašovec, če se ne motim, napisal spremno besedo. Izhajali so odlomki, mislim, da jih je bilo mogoče dobiti, ne nazadnje v knjigi Hegel in objekt, je bil prevod začetnega dela fenomenologije, če se ne motim. Poleg tega, mislim, da leta 1988 Štandekar prevedel en del, zaključni del predavanj iz filozofije religije pod naslovom Absolutna religija. To še enkrat niso bila samostojna dela, vendar pa nekaj malega je obstajalo, še zlasti pri zadnjih dveh delih, lahko rečem, da je bila tudi terminologija že, recimo temu, naprednejša. Tudi glede terminoloških vprašanj, mislim, da je situacija med 60 in 70 leti bistveno drugačna, zaradi tega, ker se je v 70 letih, vsaj mislim, da tukaj prisotni bodo lahko povedali kaj več o tem, vzpostavila neka poenotena terminološka podlaga v okviru prevajalskega projekta METI,
se pravi Marx, Engels, temeljna izdaja kot nekega velikega projekta, ki naj bi izdal 55 knjig Marxa in Engelsa in ker se je potem dalo večji poudarek filozofski, in to pomeni nazadnje Heglovski dimenziji Marxovega besednjaka. Skratka, začeli so ga obravnavati kot filozofa, ki ga je treba tudi prevajati na znanstveno-filozofski način. Mislim, da je bila zelo pomembna debata, zelo pomemben dogodek v oblikovanju filozofske terminologije v slovenskem prostoru in nasploh pri prevajanju filozofskih avtorjev, posebej Hegla, javna debata ob poskusni izdaji novega prevoda začetnih poglavij Marxovega Kapitala, ker se je potem konec 70, mislim, da je bilo to 78, 79 letih, se je debatiralo o tem v pismih bralcev v književnih listih dela, kako je treba prevesti drugi odstavek prvega poglavja Marxovega Kapitala. Zakaj to govorim? Zato, ker ko sem jaz začel prevajati znanost logiko, je bilo veliko vprašanj vendarle že razrešenih, oziroma vsaj bila je neka podlaga, na katero se je bilo mogoče opreti, tako da nimam občutka, da bi neznansko besed bilo potrebno se odločati in odkrivati na novo. Recimo, tedaj je bilo že jasno, da je die Wirklichkeit, pač dejanskost, da to ni realnost, da to ni stvarnost, ampak da se Wirklichkeit prevaja kot dejanskost in recimo verwirklichen, da se prevaja kot udejaniti. Mimogrede, slovenski pravopis se tega še zmeraj ni naučil, zaradi tega, ker so prepričani, da udejaniti pomeni spraviti v dejanje, kar ne vem, kaj pomeni, in zaradi tega vam bodo lektorji konstantno popravili in tisnili tisti j. Izhaja pa iz glagola verwirklichen, ki ima povezavo z Wirklichkeit. Kakorkoli, jaz sem tedaj v osnovi prevzel tisto, kar je bilo narejeno, pripravljeno v okviru METI, nekaj malega razvil naprej, ker se mi je zdelo, da je pri nekaterih besedah treba jih udomačiti, udomačiti v tem smislu, da bi delovale čim bolj domače, fleksibilno, okretno v slovenščini, tako da v stavkih ne bi delovali preveč tuje. Sledil sem nekemu vodilu, ki mislim, da je povezano z Heglovo filozofijo nasploh in z njegovo filozofijo jezika še posebej, in to je to, da filozofija ne potrebuje posebne govorice. Jezik filozofije mora biti jezik vsakdanjega pogovora, jezik, ki se uporablja v vsakdanjih situacijah in zaradi tega ne sme obstajati neki posebni jezik, recimo, da je to heglovščina, ki bi ga uporabljali samo, kadar se pogovarjamo o Heglu. In zaradi tega sem nekatere izraze pravzaprav, če tudi bi jih bilo mogoče ohraniti v njihovi tujosti, včasih morda celo preveč uporabil v vsakdanjem govorici. Recimo, če sem delal napake, vsi se trudimo, vsi delamo napake in dogaja se to, da skozi čas ugotoviš, da morda kakšen izraz ni bil izbran najbolje. Recimo, jaz sem naredil to neverjetno napako, da sem mešal izraza das Wahre in die Wahrheit, kar je v prvi izdaji prve knjige znanosti logike, če vas zanima, boste videli, da sta ta dva izraza, zaradi tega, ker sem imel občutek, a ni to morda malo picajzljanje, ki morda otežuje branje, sem naredil neverjetno napako, da sem das Wahre prevajal kot resnica in ne vem, potresam s pepelom, ampak v redu, to sem potem popravil, so pa še druge stvari, recimo, das Wissen sem prevajal kot, das absolute Wissen sem prevajal kot absolutna vednost, zaradi tega, ker mi je šlo bolj v uho. Mislim, da je pravilneje reči zdaj absolutno vedenje, vendarle. Zdaj, glede pojma je pa stvar
malo bolj občutljiva z moje perspektive. Dojem gotovo ima svoje razloge, ki govorijo njemu v prid, ampak mislim, da ko se prevaja, dobro, lahko se odločimo za to, da vpeljemo nov besednjak, besedo, ki je po izvoru in potem, kako se obnaša, povsem domača v nekem okolju, mimogrede beseda grobijan, ki je čisto nemška beseda in jo imamo vsi za slovensko, je lep dokaz. Lep dokaz je tudi das unbewusste, nezavedno, ki tedaj, ko je bila prvič vpeljana, je bila zelo tuja, zdaj pa deluje zelo domače. Kakorkoli, zdelo se mi je tedaj, da če se vpelje na tem mestu dojem in v besedišču, na katerega sem se opiral, je za begrif stalo pojem, se izgubi cela vrsta navezav na druge avtorje, ki na tem mestu pač uporabljajo, vsaj v slovenskem izrazju, od Kanta preko, ne vem, logike in tako naprej, uporabljajo tukaj pojem. In zdaj, če se, skratka, je se za odločiti, če se izbere dojem, se pretrga neka povezava možnih navezav na druga področja in zaradi tega, ali dobro ali slabo, ne vem, sem še zmeraj ohranil tukaj pojem. Je bil pa na neki način projekt prevajanja logike, pač med fenomenologijo duha in znanostjo logike definitivno obstaja ta razlika, da je neprimerno več čisto dogajanja, akcije, ki prihaja iz zgodovine, iz literature v fenomenologiji duha, tako da je pokrajina, konceptualna in tudi besedna pokrajina tam bistveno bolj bogata, pisana, razgibana in tako naprej. Nasprotno je znanost logike glede tega bolj suhoparno delo, bolj togo delo, ampak veste, to morda za prevajalca ni nujno slabo, ker nekatere stvari preprosto olajša. Skratka, držiš se tistega, kar je tam zapisano, a mislim, da besedišče, ki ga Hegel uporablja v znanosti logike, je bistveno ožje kot znotraj fenomenologije duha. Tako da to je bilo mimo tega, da vzameš nase napor, da pišeš, bereš z omejenim naborom besed, skratka mimo tega je bilo to v osnovi lažje. Dobro, pa bi takoj povezal to vprašanje za vami še enkrat, profesor Debenjak. Recimo v tem stvarnem kazalu, v fenomenologiji duha, ste nekako napisali nekakšen slovensko-nemški filozofski slovar, oziroma ste začrtali pojmovni besednjak, ki je v veliki meri v uporabi še danes. Zdaj recimo dejansko udejanjiti predtem niti ni obstajalo kot termin oziroma pojem v slovenskem jeziku. Zdaj po drugi strani se je pa to zgodilo, da dojem ali veda pa nikako se ni ohranilo kot pojem, ki bi ostal v rabi znotraj terminologije Heglove. Pa me zanima, ker ste tudi sami na začetku uporabljali tako pojem kot znanost. Me malo slabo slišite? Zelo slabo slišite. Zelo slabo slišite. Tako kot sem, kaj pa če bolj na glas govorim, zdaj slišite? Mogoče boljše, ja. Boljše. Tako kot sem rekel, na začetku v 80-ih, ko ste prevedli uvod v fenomenologijo duha, ste uporabljali še pojem in znanost, potem ste se pa, ko ste prevedli fenomenologijo duha celoto, ste se pa odločili, da je recimo bolj primeren dojem za pojem in veda za znanost. Pa me samo zanima, kaj je bilo v ozadju, kakšni razlogi so bili v ozadju, da ste se vmes premislili o ustreznosti teh dveh pojmov. Ja, pogledajte, če govorimo o znanosti in vedi, začnimo s tem. Znanost pride od glagola znati znam. Od vedeti pride pa veda. Zdaj, kaj je pravzaprav Wissenschaft? A je to znanje ali je to vednost? Wissenschaft v nemščini, recimo, ko se beseda Wissenschaft v nemščini pojavlja,
ni pomenila niti ne vede, ampak je pomenila vednost. Nach meiner Wissenschaft, so potem, temu se danes reče, nach meinem Wissen. In to za wissen je seveda potem izraz vednost prave. Ker pa smo imeli besedo veda tudi že z 19. stoletja tu, ne, je bila zelo primerna, se je kazala kot zelo primerna beseda za izražanje tistega, kar je povezano z vedeti. Ne? Prej, ko sem govoril o pojmu, seveda sem povedal, da je tisto, kar je bila stara in točna slovenska beseda, je bila zapopadek. Zapopadek so izbrisali puristi, ne? Pa konec koncev ga imamo celo v poeziji. Bila sva srečna tam brez zapopadka, pravi Prešern. Ampak ne, tudi Prešern je bil, se ni mogel upirati napadu puristov, ki so zatirali kalke. Potem so pa prišli na nesrečno idejo, da so si skupaj s Hrvati sposodili besedo pojem. To je bil čas konec 19. stoletja, ko je Cigale skupaj s Šulekom se trudil, da bi bila slovenska in hrvaška znanstvena terminologija kar se da podobna. In takrat je seveda tudi ta nesrečni pojem začel gospodovati. Ker so Hrvati imeli pojem, se je bilo tudi v slovenščini treba imeti pojem. Ampak to je rana. Jaz sem poskusil to rano zapreti. Če je bilo to posrečeno ali ni bilo posrečeno, to se da presoditi. Ampak to rano sem poskušal zapreti. Zaradi te rane sem govoril o dojemu, dojeti dojamam, jeti jamam, prijeti, ne? Greifen, kapjo, ne? Lambano. V vseh jezikih je to izvedeno iz glagola, ki pomeni zagrabiti. V slovenščini pa, ne, kot rečem, poskusiš, ali bo mogoče na ta način zapreti rano. Ista stvar je bila to, gledajte, prej bila beseda o dejanskosti, ne? To je poskus zapreti rano. Wirklichkeit pa Wahrheit sta dva različna pojma. Pri nas pa v tem splošnem jeziku govorijo o resničnosti, takrat, ko mislijo na Wirklichkeit. In kar zadeva izpeljavo, je pa to, poslušajte, v slovarjih Prešernove dobe, ne, piše vdjanji. Ne, dejansko, v djanji, ne, to se pravi v dejanju. Se pravi, iz tega se jasno tudi ve, iz česa potem se da črpati beseda, ki bo to dejanskost in potem seveda glagol verwirklichen udejaniti, ne, ker je udejanstveniti bi bilo pa le malo prehudo, ne? Ne? Bi bilo. Tako da, to so vprašanja, skratka, kako zapolniti rane, ki jih je 19. stoletje ustvarilo v slovenskem jeziku. Hvala. Pa bi zdaj šel. Lahko jaz morda dodam še eno rano. Seveda, čim več ran, toliko bolje. Naj teče, ne? Ja, naj boli. Zanimiva se mi zdi ena beseda in način, kako je prevajena v slovenščino. Jaz mislim, da je to nekaj, za kar smo morda odgovorni kar mi sami, in to je das Selbst, ki je v vseh precej jezikih, zlasti v angleščini in nemščini, precej domača, zlasti v filozofskih besedilih.
In ko so se začeli prevajati filozofski teksti, se je to prevedlo z izrazom sebstvo. In ta beseda je celo dobila določeno domovinsko pravico, se je udomačila med nami, začela živeti povsem vsakdanje življenje, tako da lahko se zgodi, no, skratka kot kriterij po Heglovem kriteriju, mislim, da je mogoče slišati v pogovoru tudi to besedo. In vsekakor je prišla tudi v druge filozofske prevode ali druge filozofske tekste, ki niso neposredno povezani z nemško klasično filozofijo. Ampak tisto, kar je nenavadno pri tej besedi, je, da se zdi, kot da je izpeljana iz povratno-svilnega zaimka, namreč sebe, koga vidiš sebe. Ne? In to pomeni, da bi morala biti ustrezna beseda za prevod, če bi sebstvo prevajali nazaj v nemščino, bi verjetno rekli das sich, ne? In tudi das an sich se prevaja kot nasebje, ne? Kar pomeni, da imamo težavo. In potem se pogleda naprej, recimo v tem primeru slovenskega knjižnega jezika, kje se začne z samo in kje je z seb. Obstaja, kolikor vem, ena sama beseda, kjer je selbst v slovenščini utečeno preveden kot seb, in to je Selbstsucht, sebičnost. V vseh ostalih primerih pa se selbst in tudi v povezavah ich selbst, jaz sam sem to rekel, ne rečeš jaz sebe sem to rekel. Ali če govoriš o Selbstmord, je to samomor, ne sebemor, kar bi pravzaprav lahko tudi bilo, ampak kakorkoli, v vseh povezavah, od samodejno nekaj naredite, avtomatično, se pravi, in spet to je ista beseda, se prevaja z samo. Lahko bi našteli samovlada za avtokracijo, samohvala, samoomejitev, samooskrba, samoponižanje. Vse to so besede, ki selbst prevajajo s samo. Celo v tisti zgodbi, ko rečete, kdo te je poškodoval in rečeš sam, ne? Če si se sam, potem pa tudi trpi sam. Skratka, v vseh teh primerih je enoznačno, da bi bilo treba da selbst ali the self, myself, prevajati ne z sebstvo, ampak z samstvo. Poskusimo, recimo, zapreti to rano. No, evo, tu imaš takoj problem, a veš, kakšen problem je tu? Sam v slovenščini pomeni dvoje. Seveda. Allein pa selbst. Seveda. In iz te težave se je treba ven skopati. Zatega sam lahko pomagaš samo če rečeš samosebje. Ne? Drugače samstvo ne pomaga. Samobit bi lahko nekdo razumel kot allein sein. Problem je to, da slovenščina tukaj ima dva enako se glaseča pridevnika, ki Dobro, jaz še okej, ja. Ja, to je to, ne? In tu je teh problemov, ki nam jih jezik nalaga, teh ne moramo odpisati, moramo se gibati med njimi. Ali se gibljamo bolj posrečeno ali manj posrečeno, to je zdaj stvar naše invencije, ampak mi tega ne moramo. Potem recimo nekaj časa so hoteli imeti, da se reče po sebi, namesto na sebi. Jaz sem to moral zavreti, zakaj? Zaradi tega, ker je semantika predloga po pomeni posredovanje. Na sebi je pa neposrednost. Ne? To so problemi. Vsak problem ima za sabo neko dejstvo jezika. Ne? In to v tem noter plavamo. In, kot rečem, tisti, ki bo bolj pameten od nas, bo te stvari boljše rešil.
Zdaj, mogoče iz tega izhajajoč bi odprl še eno rano, če jih že ni dovolj, pa Marko te vprašal, kako vidite vi razmerje, recimo to, kar se je zdaj odprlo med prevajalcem in bralcem pravzaprav. Ker na koncu koncev je bralec tisti, ki dobi to v roke, te zadrege, ki smo jih danes odprli. Ja, tukaj zdaj mi prevajamo pravkar, se pravi mi trije in Urban, ne vidim ga. In mi smo v diametralno nasprotni poziciji, o kateri je govoril Debenjak. Takrat, ko se je začelo prevajati, skoraj ni bilo nobenega precedensa, na kak način tukaj pri Heglu najti zadovoljivo rešitev. Pri nas, na primer, je v nekem trenutku popolno nasprotje, kar pomeni, da sem lahko v določenih trenutkih preprosto pogledal slovar fenomenologije duha, slovar znanosti, 3 slovarje znanosti logike, ker je v 3 knjigah, vsi 3 deli, ki se malo razlikujejo, jih primerjal, kar je iskreno to neizmerno olajša dela, to vsak prevajalec ve, če lahko v nekem trenutku preprosto pogledaš in vidiš, ne vem, še posebej pri nekaterih besedah, pri katerih bi še Nemcem obračalo čreveslo ki jih Hegel uporablja. To je ena stvar. Druga stvar je, da kar zadeva bralca in prevajalca, to je zlobna anekdota, ampak ko smo študirali, smo se norčevali, da Debenjak in Kobe in Vauk in tako dalje, oni so Hegla sicer prevajeni, mi pa reveži pa ga moramo brati. In zdaj, ko sem ga šel, ker jaz dolgo se nisem s filozofijo ukvarjal in zdaj dobim povabilo, da lahko tega Hegla prevajam in potem, ker sem takrat proti koncu študija, sem še nabavil lepo izdajico Hegla in potem tega seveda nisem bral toliko, kot bi hotel, ali pa toliko, kot bi zdaj tudi želel priznati, nisem. In sem zdaj mislil, hudiča, zdaj pa je priložnost, da sem jaz v poziciji, ker ga lahko prevajam in ga ne rabim brati, ampak se izkaže, in tukaj mislim, da se začnejo glavne prevajalske težave, tam, kjer bi človek dejal, da je Hegel težavn in Hegel velja za pregovorno mitološko težkega avtorja, niti ni nujno. Tam, kjer se bo bralec mučil, kjer so recimo dolge črevasti stavki, tam za prevajalca včasih niti ni nujno težko, zato ker je prevod, na primer, če da so tršidene, razlikovano, ni važno, se prevede, struktura stavka je jasna. Zaplete pa se, in tukaj, na primer, za nas težave, recimo pri teh zmeraj obstajajo te zloglasne, najhujše težave, kjer sta bralec in prevajalec, in pri tem ne mislim zgolj na slovenskega bralca, tudi nemškega bralca. Kobe je prej omenil, mislim, da so Hegel v nekem trenutku očita barbarizem jezika Kantu, kar je hecno, ker je ravno Hegel kasneje veljal tudi za svoje sodobnike. Jakobi nekje piše, za diferent šrif niso vedeli, kdo je avtor, in Jakobi piše, po tem slabem slogu podajanja sklepam, da je avtor Hegel. Potem pravi, ko bi ta preklemani Hegel malo lepše pisal, bi ga vse lahko razumel, ker ga le težko razumem. Tako da že sodobnik in Jakobi je bil velik sodobnik, nekdo, ki je sam bil znan pisec, takrat celo bolj znan kot Hegel. In težave, recimo, ti najbolj zloglasni deli so Schein, recimo, za katerega zadovoljivega prevoda za enkrat, bistvo je seveda, vezen. Pri vezen, to je, v nemščini je to lahko bistvo, lahko je bitje, lahko je recimo postvezen, bankvezen, postvezen bi bilo preprosto pošta, bankvezen, bančništvo nasploh. Teh 3 najti zadovoljiv prevod, ki bi tukaj zadostil temu, kar Hegel dela, in Hegel izrecno igra na to troumnost ali pa večumje, ali pa najbolj znan v Ljubljani še posebej Aufheben, ki tudi zajema ne zgolj ta 2, ki jo Hegel zmeraj poudarja, se pravi shraniti za, ne vem, če bi rekel, ta požirek si bom, ich werde mir diesen Schluck für später aufheben, če slučajno ne bo vode, ali pa če več ne bo mogel tam naročiti, ali pa aufheben kot nek zakon, odpraviti zakon, na primer. Ampak v slovenščini smo se, mislim da, vsaj v filozofski govorici smo se navadili, da recimo, če beremo odpraviti besedo v kontekstu Hegla, to zdaj nenadoma slišimo, ker je ponavadi opozorjeno. Prave rešitve zaenkrat še ni, aufheben pa pomeni tudi preprosto pobrati stvar, če ti nekaj na tla pade, potem je treba stvar pobrati.
In Hegel vse tri, mimogrede, tega pobrati mogoče izrecno ne omenja, ampak se tudi navezuje nanj. In tukaj, naprimer, to so, recimo temu, odprte rane, to so rane tudi za Nemca, ker tudi Nemcu ni lahko razumeti v nekem trenutku, da mora Aufheben razumeti v dveh popolnoma nasprotnih smislih, se pravi, tukaj smo prevajalec, bralec, nemški bralec, slovenski bralec, bolj ali manj vsi v istem zosu. Nastanejo pa težave, ki so pa kot tukaj, recimo, kot sta Debenjak in Kobe omenila, kot naprimer Da Selbst, pri katerem je res, da se izkaže, da je verjetno naš prevod prej, mogoče preko francoščine, dobil to vlogo, ki jo danes ima, ker sebstvo, podobno kot Nezavedno, naprimer, je del filozofskega diskurza, niti ne filozofskega, teoretskega diskurza v psihologiji, v družbenih znanostih nasploh. Ampak, recimo, so pa nekateri vidiki, kot naprimer trpnik. Nemški trpnik in zlasti pri Heglu je včasih prav peklenski, za prevajalca je peklenski, še posebej pri Heglu, ki ga izjemno rad uporablja, in je trpnik je za Nemca, govorimo, Nemci imajo dva trpnika, za tiste, ki ne znate nemško. En je Zustandspassiv, to je trpnik, ki ga mi ga niti prav ne slišimo, tudi vrata so zaprta. Naprimer, mi ga ne slišimo, die Tür ist geschlossen, za razliko od Ich habe die Tür geschlossen. Okay? Jaz sem zaprl vrata, vrata so zaprta. Obstaja pa, in ta je težavnejši, Vorgangspassiv, ki bi ga lahko prevedli kot potekovni, tukaj bi se lahko, to je pasiv, trpnik poteka, ki ga Nemci uporabljajo zato, da se lahko v trenutku naredijo Francoze glede subjekta stavka in se oddelijo in preprosto izrazijo procesualnost neke stvari. To pomeni, recimo, hier wird über Hegel geredet. Okay? Nisem nujno jaz tisti, ki govorim Debenjak Kobe, ampak tukaj se govori in to je ena od variant, ki se uporablja, ki pa se izkaže za slabo v tistem trenutku, kjer bi, naprimer, v slovenščini lahko rečemo, naprimer, če bi rekli duh se postavi, lahko zdaj pomeni se ga je postavilo, oder hat sich gestellt, ali se je on postavil. Recimo, če se nekaj določi, to zdaj pomeni, da je nekaj sebe določilo s tem sejem, ali se je zgodilo v trpniku, v nemščini. In to, naprimer, trpnik je zadeva, ki je seveda ni mogoče rešiti. Nemci tukaj uporabljajo pomožni glagol, ki ga mi nimamo, werden, ki pomeni postajanje, in preprosto ni zadovoljive rešitve ni in tukaj je treba skakati v resnici, ali je ta se, ali se uporablja čisti, ne vem, bilo je tam in se potem uporabi ta naš trpnik, ali se uporabi mi, naprimer, ki je, recimo, primer je, das kann so und so gefasst werden, aufgefasst werden. Lahko rečemo, to lahko razumemo na tak način. Lahko s tretjo osebo, lahko s drugo osebo ednine. Več načinov. Se da razumeti. Točno tako, in je več načinov je, in je to, recimo, za prevajalca lahko zelo preprost stavek, pri Heglu postane peklenski, ker preprosto uporabi pasiv zlasti tam, kjer nisi popolnoma siguren. To točno bi naj zdaj bil tisti, ki je subjekt dejavnosti. To, naprimer, je še vedno to, jaz mislim, da tukaj v bližnji prihodnosti, razen če ne bomo temeljito slovenščine spremenili, jaz ne vem, na kak način, tega očitno samodejno ne moramo narediti, da bi ta trpnik rešili. Potem so besede, kot recimo, če smo že pri tem pojmu, in ki Hegel ne uporablja zgolj ta begrif, ampak se potem grejo auffassen, fassen, naprimer, ki grejo in tukaj očitno popolnoma vsi grejo na ta grabiti, ne? Se dotakniti, grabiti, auffassen sploh, potem je festhalten, ki ga Hegel zelo rad uporablja in s katerim smo imeli neskončno težav, to so te mali, govorimo o malih, umazanih detaljih prevajanja, ker to niso besede, bralec tukaj ne bo zares prikrajšan, če bomo ta festhalten uporabili kakorkoli že. Je pa škoda, ker festhalten v nemščini, se pravi, haltet euch fest, držite se, ker bo, ne vem, it's gonna be a bumpy ride, zato ker bo rukalo in se moramo trdno držati, da nas ne bo preveč pretreslo.
In pri Hegelu ta Festhalten kot vrag, da se ponavlja v tistih trenutkih, kjer Hegel, mogoče ne v enciklopediji, ki je vseeno po slogu bolj asketska, bolj beketovska, ni tako kot recimo logika, kjer je včasih prav divje, kaj šele fenomenologija duha, in uporabi ta Festhalten, da reče, ok, tukaj bomo pa zdaj, da vidimo, kaj je treba v tem trenutku zadržati, kaj je treba imeti pred očmi, zato da lahko potem nadaljujemo, zato ker se bodo stvari kar hitro spet spremenile, kot se pri Hegelu pogosto zgodi. In tukaj zadovoljive rešitve recimo tudi ni, to lahko fiksirati, Festhalten, lahko imeti pred očmi, Festhalten je lahko trdno držati, naprimer, kot je italijanski prevod, mislim, da, če se prav spomnim, gre prav dobesedno tener duro, da držati trdno, ki v slovenščini ne deluje. Tukaj bi zdaj lahko, ker smo sredi prevajanja, našteval še v nedogled, ampak ne bo to dovolj. Lahko jaz? Dobro. Festhalten. Kaj pa in sich gehen? Ta je, mislim, če kdo ima kakšno idejo, kako bi se dalo to lepo prevesti, prosim. Hkrati po drugi strani imamo pa glagole, ki jih Hegel uporabi zelo redko, ampak potem ugotoviš, da jih zmeraj uporabi na konceptualen način. Recimo, eden je tam entlassen, ne? To je, izgleda popolnoma neopazna beseda, ampak potem ugotoviš, da jo uporablja tam in tam frei entlassen, običajno v povezavi in označuje neko konceptualno določeno situacijo, morda je celo neko teorijo o tem mogoče izpeljati, zagotovo. Drug tak izraz je recimo sich ergehen, razpasti se, spet. Zdi se popolnoma neopazna beseda, ampak čez čas jo opaziš, zaradi tega, ker se ne pojavlja tolikokrat, ampak se pojavlja z neko metodo, ne, z neko pravilnostjo. Če govorimo o ranah, lahko še eno, namreč, dobro, tista samstvo seveda se prekriva z biti sam, allein, ampak jaz mislim, da je veliko takih besed, ki niso enoznačno zacementirane zgolj v enem pomenskem področju, hkrati nastopajo na dveh področjih hkrati in mislim, da če bi hoteli to preprečiti, morda ravno pri Hegelu to morda niti ni prava strategija. Ampak predlagam pa eno drugo. Poleg besed, ki zasedajo različna polja hkrati, ne da bi bil to nujno problem, bi se lotil ene besede, ki je v filozofskem besedišču iz nemščine, pa ne samo iz nemščine, tudi latinščine in grščine in potem takem filozofskem besedišču nasploh, mislim, da besede, s katero v slovenščini nismo imeli sreče. In to je beseda, dobro, da sein gre, bit, ampak seiend kot pridevnik, ki je v nemščini se potem lahko poveže z najrazličnejšimi drugimi določili, tako da lahko dobite cel predikat, ki je recimo an sich seiend. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da je to mogoče razviti tisti, ki je na sebi. Ne? In zdaj, ker se seiend, da seiende, v slovenščino običajno prevaja z bivajoče, ne? Z bivajoče, se potem an sich seiend se lahko prevaja tudi na sebi bivajoč, kar je, priznajmo, štorasto in v resnici ne poudarja, ne prenaša tistega pomena, ki ga ima v nemščini. To preprosto pomeni, da je o nečemu mogoče reči, da je na sebi, da mu pripada nekaj predikat nasebnosti. In če tako, a ne bi potem rekli preprosto naseben, za an sich seiend. Ampak to je lahko potem en korak v razmisleku, kaj pa narediti z seiend in das Seiende. In če poskušamo tukaj še eno rano zapreti, bi lahko bil predlog bitje, tisto, kar je. In seiend kot biten, pač kar se navezuje na biti, infinitiv in bit kot substantiviziran das Sein. In potem se takoj pojavi ta težava, ja, ampak bitje je
bitje je že zasedeno, ne? Bitje pomeni nekaj drugega, bitje pomeni običajno živo bitje, organizem, ne? Razumno bitje. In tukaj zdaj ni das vernünftig Seinde ali kaj podobnega, ampak je mišljeno nekaj drugega. Mišljeno je tisto, čemer Nemci pravijo das Wesen. Ne? In to je zdaj bitje kot nekaj, čemur bije srce, običajno je to nekaj organskega. Ampak v resnici, če pogledamo situacijo v nemščini, bomo videli, da je stvar precej bolj prekrižana, recimo. Kajti das Wesen je zares pomeni bitje, recimo das absolute Wesen je absolutno bitje ali das notwendige Wesen je nujno bitje in tako naprej. Ampak pomeni pa seveda tudi das Wesen kot bistvo. In potem imamo to težavo, da das Wesen lahko prevajamo kot bitje in kot bistvo. Ampak stvar postane še bolj zakomplicirana zaradi tega, ker če pogledamo, kako se je oblikovalo nemško besedišče, filozofsko besedišče, in to je dostikrat mogoče videti s tem, da se primerjajo nemške in latinske verzije učbenikov metafizike tistega časa, recimo Baumgartnova metafizika, po kateri je predaval Kant, je bila napisana v latinščini, je imela pa hkrati tudi prevode v nemščini za ključne izraze. Tako da lahko danes preprosto pogledamo Baumgartnovo metafiziko in bomo videli, kako so tedaj običajno, torej sredi 18. stoletja, prevajali. In kaj se tedaj izkaže? Da so das Wesen uporabljali kot prevod za ens. In kaj je ens? Je das Seiende. Skratka, tisto, kar prevajamo mi kot bivajoče, če gremo nazaj na latinščino, Nemci prevajali kot Wesen, torej kot bitje. Kar je potem nazadnje lahko argument za to, da naredimo natanko to, kar so naredili Nemci, ko prevajamo Nemce, se pravi, ko so Nemci prevajali latinske izraze v nemščino, so naredili neko dvoumnost, v resnici so naredili troumnost, kajti ens so prevajali na 3 različne načine. Prevajali so ga z das Wesen, prevajali so ga recimo in ens necessarium je das absolute Wesen, to ni das absolute Seiende ali das absolut Seiende. Skratka, ens so prevajali kot das Wesen, ens so prevajali kot das Seiende in ens so tretje prevajali kot das Ding, tisto, kar je, reč. Ne? Torej, če so oni počeli nekaj takega, potem s tem, da uporabimo, prevedemo das Seiende z bitjem, po mojem, pravzaprav sledimo logiki, ki so jo pač uveljavili Nemci sami, ko so to počeli, in res imamo potem prekrivanje z Wesen, ki pa je značilno tudi za nemščino. Tako da jaz v tem ne vidim hude slabe strani, hude nachteile, se pravi slabosti, hkrati pa mislim, da bi se odpravila neka rana slovenskega filozofskega besedišča. Ja, vprašanje je to, kar zdaj pripoveduješ, recimo v nemščini Wesen res stoji za ens, tudi v takih zvezah, kot recimo imate v italijanščini ente, recimo ta znamenita naftna družba, ki je imela recimo v času Mossadeka in tako naprej in tako dalje velike zadeve v Perziji, po čemer se je začela vsa ta zgodba z vzpostavitvijo šaha, ne? To je ente nacionale hidrokarburanti. To bi se reklo, v tem primeru bi se v nemščini reklo Wesen. Ne? Skratka, Wesen pomeni v slovenščini, recimo, če hočemo prevesti nemški Jagdwesen, bomo rekli temu lovstvo. Čisto preprosto, Wesen je v slovenščini obrazilo stvo pokriva. To je ta stvar, ne z Wesen. Lebewesen je pa živo bitje, seveda. Ne? Se pravi, skratka, so različne funkcije besede Wesen. Ene, tiste, kjer je prevedljivo sestvo. Problemi so seveda tudi z Sein, ali je Sein vedno bit.
recimo, jaz ne bi nikdar, če bi bil navdušen Heideggerijanec, nikdar ne bi besede Dasein prevedel s to bit. Zaradi tega, ker v nemščini se reče in meinem Dasein, priča o mene, synonim je in meiner Gegenwart. Zaradi tega se jaz za Gegenwart upeljal besedo vpričnost. Ne? Ker je to iz tega in meiner Gegenwart, priča o mene. Ne? Skratka, podobno je seveda z vsemi drugimi zadevami. Skratka, zajen in vezen sta problem, ki terja neko res občutljivo tehtanje, v kateri smeri nemškega pomena smo. Ne? Enkrat smo privezani, kot smo rekli, z stvo, drugič smo privezani z bitje. In tretjič smo privezani celo smo pri bistvu. Ne? Ne? Skratka, trije pomeni se odpirajo. Ne? V zvezi z vezom, v zvezi z zajen in zajen, da seveda tu seveda je vprašanje, recimo, kako tukaj reči. Tukaj ima Zdravko druge ideje, kot jih imam jaz, pa pač so to dve ideji, ki sta za tehtanje. Drugega ne moramo reči. Dobro, sem mislil odpreti še eno rano, pa bom prekinil, čeprav je bila absolutna rana o Das Absolute, ampak kdaj drugič o tem. Bi pa vprašal vas, profesor Debenjak, ker ste v skoraj istem času izdali Fenomenologijo duha in še Filozofijo svetovne zgodovine, v zgodovini. Slišite? Moram še glasneje. Čisto točno besedo povejte. Govoril sem o tem, da ste izdali skoraj sočasno Fenomenologijo duha in v zgodovini. In po eni strani filozofija duha, fenomenologija duha je bila mišljena kot knjiga, ki je bila pač mišljena, da bo izdana. Medtem ko v zgodovini so predavanja, ki pač so bila mišljena za zelo ozko skupino študentov. In me zanima, ali je bilo pri samem prevajanju oziroma pri samem besednjaku kakšne razlike, kakšne težave, ki so se pojavile pri uporabi oziroma pri odločitvah. Ja, pri v zgodovini imamo opraviti z rekonstrukcijo teksta in sicer imamo opraviti kar z več rekonstrukcijami teksta. Na eni strani imamo rekonstrukcijo teksta, ki ga je najprej naredil Gans in za njim Hegelov sin Karl. Ne? To je ta, ki je potem tudi ponatisnjena v tej Zurkampovi zdaj. Ne? Druga je pa tista, ki ima korenine v Lassonu, ne? In od Lassona potem Hofmeister prevzema, ne? Celo zgodbo. In zdaj, katero vzeti za podlago? Med eno in drugo je razlika. Ne? Jaz sem vzel Hofmeistera za osnovo, ne? Ampak s tem, da je bilo treba krepko seveda upoštevati tudi primerjati z izdajo Karla Hegla in hkrati s tem tam se morajo celo sprejeti določene, kako rekel, čisto redakcijske sklepe. Skratka, to, kar slovenska knjiga ni prevod ene nemške knjige, ampak je prevod Heglovih predavanj, tako kot se dajo rekonstruirati, kot jih je rekonstruiral Hofmeister in kot se k Hofmeisterovi rekonstrukciji da še kaj dodati in kar se da pri Hofmeisterovi redakciji nekaj spremeniti. Tam je zadeva je taka, da Hofmeister očitno po moji presoji ni opazil, da gre tam za 3 Heglove poskuse, kako začeti predavanja.
Ena je tista, ki je prvi zasnutek, druga je tista, ki je drugi zasnutek, tretja je pa geografski zasnutek. Geografski zasnutek je tam odrinjen v neke, ne vem kaj se skupaj, pri Heglu je polnoreden, iz njega izhaja cel kup zadev. Hegel tam med drugim tudi pripoveduje to, da mi stare dobe preprosto ne moramo razumeti v njeni polnosti, da lahko o njej samo nekako reflektiramo. Zato je seveda nekje celo primerjava, da tako kot ne moramo v psiho psa noter pogledati, vidno lahko opišemo, kako se obnaša, tako tudi starih ljudi, tega, kako so stari Grki, kaj so stari Grki čutili ob svoji molitvi, tega ne moramo razumeti. Zato je seveda, kot se spomnite, ilustrator, opremljevalci, je se to duhovito združil v tem, da je na naslovnici pasje truplo pa filozofska glava. To je mišljeno točno to, kar Hegel tam pripoveduje. Tega ne moramo razumeti do kraja. No, mislim, treba je bilo pa preprosto rekonstruirati, kaj je Hegel pravzaprav pripovedoval. Včasih je bilo treba tudi drugače dešifrirati tisto, kar je Hofmeister narobe dešifriral. Recimo, nekje eno mesto je navezava na fenomenologijo duha, kjer Hofmeister ni opazil tistega, kar bi bilo treba, in druga je bila ta, ker je nekje kratico bral bez, ker se ne ve, kaj ne bi sledilo, mišljenje pa res, to je rezultat. En par takih stvari bilo treba mi glede tudi popraviti, v bistvu, če bi to, kar je tu v slovenščini, se nazaj predstavilo v nemščino, bi to bilo čisto zanimivo branje. Kar zadeva pa jezik, Hegel je govoril tudi dovolj slikovito, in marsikaj izrecno, kako bi rekel, tudi ironično in tako dalje, tako da so določene stvari težke, ampak ne v smislu, kako bi rekel, teh pojmovne izpeljave, ta je vendarle za predavanja zmehčana, pojmovna izpeljava. Je pa ta tekst v zgodovini en izredno pomemben tekst. Jaz sem se nekaj časa ukvarjal z mislijo, da bi potem šel prevajati naprej, na kar sem gotovo, da ne morem. Zakaj? Zato, ker se začne nadaljevanje, se začne z orientalskim svetom. Tisto, kar je Hegel povedal o orientalskem svetu, tisto bi verjetno zanimalo kakšnega specialista, da bi to prevedel, to kaže, kako pomanjkljivo znanje orientalskega sveta je v tistih časih bilo. Zelo zanimiv postane Hegel spet naprej, ko pride do grškega sveta v filozofiji svetovne zgodovine. Grški svet je interesanten, pa germanski svet je interesanten. Medtem ko tam se pa človek preprosto bi izgubil. Skratka, jaz sem obupal ob ideji, da bi se to nadaljevalo. Če bi me zagrabili kvečemu tam naprej, ker je pa tudi marsikatera stvar, ki je nujno potrebno prebrati. Med drugim se celo vidi, odkot je Marx prevzel nekatere stavke v Kapitalu iz Heglovih predavanj o svetovni zgodovini. Nekatere stavke v 5. poglavju. Tako da to so stvari, skratka tekst predavanja je take probleme ima vsakdo, kdor se je loti Heglovih predavanj. Vseh Heglovih predavanj je tudi cel kup.
filozofija, zgodovina filozofije, filozofija religije, potem vse, kar je estetike, ne, vse to so stvari, ki so na podlagi predavanj in ki bodo verjetno še po novih odkritih tekstov in tako naprej, tega, da je tudi še marsikaj dopolnjene glede na dosedanje izdaje. Zdaj pa mogoče, ker mi je pred začetkom Marko omenil, da ima nek tak zagoneten primer pri Heglu, če si še vedno pripravljen samo Kateri izpostaviti ta stavek, malo daljši. Ne, Si premislil? To je bil kot primer stavka, ki je bralcu mogoče težek, pa eden od redkih v enciklopediji, iskreno, ker je... Ampak se pa ne zabi s tem, da sem te hotel vprašati. Ne, to je to, kar sem prej omenil, glede stavkov, ki so... Hegel je znan včasih v fenomenologiji, v znanosti logike, po stavkih, za katere povedih, se opravičujem, za katere Adorno na primer pravi, da je poskušal preprosto nekaj nemogočega v eni sami povedi izpeljati. In v enciklopediji so iskreno povedano te povedi dokaj redke. To pomeni, da če bi moral opisati slog enciklopedije, če je znanost logike, ta, kot Hegel sam pravi, misli, ki jih je Bog mislil, preden je ustvaril svet, potem enciklopedija zgleda, kot da je Bog tajnici opomnik narekoval, da ne bom pozabil, o tem še moram razmišljati. Mislim, to brez afrikancije res zgleda kot napotki za nadaljnji razmislek, ki ga potem več ni imel po zadnji izdaji. Ampak dostikrat se vidi tudi, da so stvari, recimo formulacije iz logike, so skrčene, bolj zbite in iskreno povedano so to, po čemer je Hegel znan časih po dolgih povedih, je to v enciklopediji skoraj da redko. Je bolj zgleda kot formalne naznake, naprimer, ki napotujejo na tekst, ki ga zdaj seveda ni. To pomeni, mi se lahko vračamo k logiki, potem pri logiki pogledamo dotične odlomke, ampak verjetno vprašanje na nek način enciklopedija na določenih mestih napoveduje popravke logike, napoveduje neko verzijo logike, ki bi verjetno nastala, če bi Hegel še zmogel, ker najverjetneje bi se še enkrat lotil. To je moj občutek iz enciklopedije, naprimer se vidi, zaenkrat govorimo res o tem delu, kjer je zajeta logika, včasih je tudi občutek, da je mogoče šel malo hitreje čez ta del, ker ga je potem čakala filozofija narave, filozofija duha, ki pa sta tam dejansko prinašata ne več novega. Hočem reči nekaj, kar na ta način ni obdelano prej v drugih delih, v tem kontekstu. Hvala. Mogoče profesor Kobe še eno tako malo zagonetno vprašanje glede same rabe jezika pri Heglu, ker pravzaprav uporablja razne besedne igre, neologizme, kot je barbarijen, ker pravzaprav niti ne vem, kako bi bilo prevedeno, spremembo samostalnikov v glagol in tako naprej. Kako pravzaprav se lotiti tega zagonetnega vprašanja, kjer je pravzaprav nemogoče prevesti, pa kljub temu je potrebno dati bralcu neko rešitev. Ali pa recimo primer, mislim, da imam napisanega Man stelle sich einem Krug vor. Krug je dejansko ni samo vrč, ampak je neka oseba. Ja, to je... Zdaj, če govorimo o krugu, se tega ne da drugače prevesti kot s prevajalsko opombo, ker je gospod Krug napisal nek članek o tem, zahteval je, da naj deducira njegovo pero. Mislim, v resnici je tako, takšni problemi, ki tukaj bi se strinjal, potem se delo prevajalca in bralca morda malo razlikujeta. Takšni problemi, ki so na papirju videti zelo zahtevni ali nerešljivi, so pa hkrati zamejeni, so z tega stališča v resnici obvladljivi. Zaradi tega, ker v tem primeru se pač ugotovi, da se tega ne da, ker ne bomo rekli gospod Vrč ali kaj podobnega je tu pisal, ampak se ugotovi, da gre tukaj za neko situacijo, ki je ni mogoče razrešiti na jezikovni ravni in se preprosto doda jezikovno prevajalsko opombo. Tudi, ker se tiče terminoloških vprašanj,
v redu, terminološka vprašanja zahtevajo en tip razmisleka, ampak ko se enkrat odločiš za nekaj osnovnih vodil, sestaviš neko tabelo, ki je potem seveda nikoli ne izpelješ v celoti zaradi tega, ker ugotoviš, da v nekaterih mejnih primerih, in takih primerov ni malo, ne moreš v resnici slediti samo osnovnim načelom, ampak se moraš malo prilagoditi. Ampak kakorkoli, ta terminološka vprašanja so nazadnje tudi zamejena. Dobro, obstajajo področja, recimo področja za izraz moči in oblasti, ki so spet nerešljiva in tudi to vzameš nekako naprej v zakup. Ampak če me je že katere stvari so pri prevajanju najbolj zoprne, potem so to, bi rekel, tista vprašanja, ki se gibljajo v sivi coni nedoločenosti jezika, dvoumnosti, sloga ali kaj podobnega. Recimo, ko prevajaš, prideš do prve verzije prevoda v resnici zelo hitro. Imaš original, veš približno, kako se to reši, zamejiš nekatere probleme in rečeš, ok, o tem bomo pozneje, bomo poskušali na ta način, pa bomo videli, če se bo obneslo, potrdilo, ampak se ne zadržuješ pri tem. Tisto zares zoprno pravilo, če zdaj govorimo ne o ranah, ampak o mukah, ne, je, ko je prevod enkrat, recimo prva verzija, narejena, no, zdaj pa pojdi še enkrat skozi, ne, in potem imaš takšen stavek, en stavek, kakršenkoli stavek, in potem rečeš, ali bi bilo bolje reči tako ali malo drugače. In včasih se lahko zgodi, da buljiš v en stavek, ne vem, pol ure, narediš poskušaš eno verzijo, drugo verzijo, tretjo verzijo in pazite, po pol ure se vam lahko zgodi, ali pa po 2 urah, se vam lahko zgodi, da končate pri istem stavku, pri katerem ste začeli. In v resnici je potem neka težava, morda gre za vprašanje vzdržnosti, ne? Koliko še, ker od neke točke naprej je količina vloženega dela, ur, ki jih porabiš za piljenje, preprosto nesorazmerna z učinkom, ki ga dobiš ven. Lahko začneš z prevodom, ki bi lahko bil končan, pa ga še enkrat predelaš in na koncu ugotoviš, da je razlika, dobro, upam, da ni tako majhna, kot zdaj pravim, ne? Ampak nisi prepričan, no? In skratka, zoprno je tole delo, besedni red, poudarki, ali pa damo sem ali tja, ali damo glagol prej ali tisto, ali povežemo, damo tisto skupino besed bolj proti koncu, da se bo lažje povezala z naslednjim stavkom. No, to je muka. Dobro, hvala. Zdaj, ker je ostalo samo še 10 minut, bi mogoče najprej omogočil, tako kot je Martin naredil, če imate vi kakšno vprašanje med seboj. In ista situacija. Zdaj pa, če je še vedno kakšno vprašanje v publiki, pa ista zadrega, treba je priti do mikrofona, kar pomeni, da smo, mogoče Gregor Moder ima vprašanje. Tako? Ja, zdaj, če ste me prav poklicali, bom pač prišel. Najprej hvala vsem, meni je bila debata izjemno zanimiva. Ene stvari so bile očitne, kaj bo z bitjo, kaj bo z vezanjem in tako naprej, kaj bo s strpnikom. Ene stvari so bile pa vseeno presenetljive in zanimive. Tisto, kar je pa mene zanimalo, no, tudi zdaj nazadnje, ko je profesor Kobe govoril o tem, ki je sam vidi največjo težavo, pa se mi zdi, da niste nikoli eksplicitno naslovili danes, pa bi vseeno mogoče še prosil, je kako pa točno z Heglovimi besednimi igrami v bistvu ravnati. Ker te besedne igre so včasih na ravni popolnoma vsakdanjega jezika, on jih pa izpelje tako, da pomenijo, da naredi iz tega v bistvu zelo močno filozofsko poanto. In se mi zdi, da klej pa res zelo težko slediš nemščini, ker ima čisto svojo logiko in besedne igre v nemščini enostavno ne delujejo v slovenščini. In se mi zdi, da je to, jaz bi rekel, da bi bil to najtežji problem za prevajalca. Tako da me je presenetilo na nek način
v bistvu to, kar je Zdravko na koncu omenil. No. Skratka, mogoče sam še besedo, kako besedne igre pri Heglu, no, ki zelo očitno niso samo nekaj, kar pač navrže v predavanjih, ampak dejansko v bistvu izpelje neko filozofsko poanto iz nečesa, kar se res tiče samo specifike nemškega jezika v čisto vsakdanjem pomenu. A lahko začnem? Najlepša hvala. Zdaj, jaz mislim, da nemški jezik presenetljivo ni spet tako drugačen od slovenskega. Namreč besedišče, pustimo zdaj izposojenke, popačenke in tako naprej, ampak slovensko besedišče se je pravzaprav dolgo časa oblikovalo tudi ob sožitju interakciji pod vplivom nemščine. In to lahko vidimo na ta način, da je mogoče dostikrat nemške izraze prevajati mehansko, skratka strojno prevajanje. Recimo meni je zelo všeč beseda Unterschrift, ki je, Angleži imajo to signature, Slovenci imamo pa, sploh ne rabimo vedeti, kaj pomeni ta beseda. Samo razbijemo, unter je spodaj, pod, šrift je pisava, pis in rečemo spodnja pisava, podpis. Skratka, v resnici deluje dostikrat nenavadno lahkotno, sploh ne vidiš, v čem je problem, zakaj. Ali pa recimo druga taka beseda je Selbstständigkeit, samostojnost in neodvisnost. Ne? Angleži imajo neverjetne težave, da kako prevesti Selbstständigkeit, independence, self in tako naprej. Im ne gre. V slovenščini spet stehen, selbst, samo, ne, sebe, ne bomo rekli sebestojnost, ampak bomo rekli samostojnost. Tako da dostikrat ugotoviš, da je recimo kulturna zgodovina v tem primeru poskrbela za namesto tebe in ti olajšala delo. Seveda pa to dostikrat ne gre zmeraj in pač tedaj poskušaš po najboljših močeh, včasih z večjo, včasih z manjšo srečo. Recimo zugrunde gehen, kar pomeni dobesedno propasti. Hegel pa to uporabi, propasti, razpasti, Hegel pa to uporabi v pomenu nastopiti kot temelj, preoblikovati se v temelj. Ne? Pričemer grund lahko pomeni temelj pa razlog, ok. In dobro, če je potem vprašanje, kako smo to razrešili, smo razrekli, propade do temelja. Zdaj, a je to v redu, ni v redu, pač poskus. Ja, mogoče bi na tem mestu samo, ker se še pravkar spomnim, da tudi Ursache, naprimer, Hegel eksplicitno igra na to, da die Ursache ist die ursprüngliche Sache, kar je seveda v slovenščino neprevedljivo, razen, če bi se, mislim, da se včasih v nekaterih, ampak to v zelo starih prevodih, pa ne Hegla, da se kdaj prapočelo, podobno, recimo, ampak Ursache dobesedno pomeni stvar. V nemščini, torej, ko Hegel to napiše, to nemškemu bralcu, je to evidentno. Za slovenskega bralca rečeš, vzrok je prvotna urstvar, prastvar, je popolnoma bizarno. Samo to ni prava etimologija, ne? Ker tisti ur v Ursache je enak kot ur v Urteil. To je ustreza modernemu R. Ne, ta ur je arhaizem v jeziku, ne? In Ursache nima zveze s tem, ampak noter je zveza prej z zagen, ne? R pa zagen, ne? Tako kot je slovenski, iz slovanskih jezikov sprejet rok. Ta rok je od reči, rečem. Ja? Kljub temu je v nemščini Hegel sam govori, parafrazira Ursache z ursprüngliche Sache. Podobno potem pri Urteil se potem gre na ta, mislim, on, hočem reči, to je njegova, zdaj, če on etimološko tukaj prav zadene, on v nekem trenutku gre eksplicitno igrati na to žogo, se poigra tega v slovenščini, tu se z opombo potem reši iskreno, to niso najtežje stvari. Ne? Jaz bi rekel, da so najtežje ravno ta begrif, recimo, ne? Ta je mučen za vse pri Heglu, sploh, ker je toliko pomemben.
In zato, ker je toliko enih bratrancev in sestričen ima v besedilu, ki se pojavlja okrog njega, kot sem prej že rekel, fasten, auffassen, festhalten in tako dalje, Zanimivo je pri teh zadevah. Prej ste omenjali aufheben, ne, z vsemi temi zadevami. Hegel nima samo aufheben, ampak v tistih svojih zvezkih, ko si beležil stvari, ne, ima na enak način obravnavan tudi aufgeben. Ne? Ne? Rad je imel besede, ki imajo več pomenov. Seveda, se o tem eksplicitno govorim, tukaj so še potem vsa ta serija Schein, Erscheinung, refleksija, ki jo potem uporablja, potem Grund že omenjeni kot razlog temelj, en kup jih je pravzaprav. Potem seveda, to se je pa v slovenščini izkazalo za posrečeno srečanje, ker smo šli po kak je bilo Ansicht-Sein, osebnost, Für-sich-Sein, zasebnost in potem je pri In-sich-Sein prišlo osebnost, kar se je potem hecno poklopilo z Inhalt, vsebino. Srečanje, ki ga v nemščini ni, Inhalt in In-sich-Sein nimata nujno, razen tega te predpone in se včasih tudi v slovenščini potem zgodi, da slovenščina po nesreči spregovori nekaj, česar Hegel v nemščini ni spregovoril. Dobro, ker smo šli že tako v podrobnosti, v take globine, bi bil verjetno naslednji korak, da občinstvo povabimo k predavanju, ampak ne prevajanju. Tako da bom tukaj zarezal, pa se zahvalil najprej vsem sodelujočim, seveda tudi občinstvu in vas povabil jutri k nadaljevanju konference. Tako da hvala vam.